Do 19. maja je v knjižnici Medvode na ogled razstava del Barbare Lavrič. Zadnja leta je naša občanka, najprej Vikrčanka in po novem Preščanka. Zase sicer pravi, da ljubi ustvarjanje na vse možne načine. Pri tem se predaja notranjemu glasu, ki jo vodi in govori skozi njo v obliki slik, fotografij in besedil. Življenje lahko živiš ali pa ga preživotariš. Živiš ga takrat, ko strahu prižgeš luč in se leta razbline v bleščeči svetlobi. Je le ena od misli Barbare Lavrič, ki je razstavo poimenovala Pot k svetlobi. Te slike so v bistvu nekako neka moja pot k svetlobi, pač sama to tako jemljem. Ker prihajajo pač sporočila iz nekje drugje, niti ne iz mene, in potem to naslikam, napišem in tako. Da se torej predaja notranjemu glasu, ki jo vodi in govori skozi njo, in tako nastajajo slike, fotografije in besedila. To so v bistvu slike, ki so bile v tem obdobju naslikane. Nekako vsaka predstavlja del pač mojega spuščanja, moje rasti ali kakorkoli. Da sem danes tukaj, ko sem, in pač ni bil tako težek izbor. Tako, te slike drugače visijo pri nas doma, tako da so zdaj šle iz stene v knjižnico. Vsa razstavljena likovna dela je na kratko predstavila na odprtju razstave prejšnjo sredo. Za kuliso našega pogovora pa je izbrala prvo predstavljeno sliko. Pot k svetlobi je v bistvu že od rojstva, ampak to je bil en tak trenutek, ko sem se ciklala v življenju in vrtela v krogu in nekako nisem vedela, kako pač iti naprej. In vedno, ko sem iskala rešitve, nekako na silo, se nikakor ni šlo. Potem pa, ko sem se prepustila, pa kar naenkrat se je pač zgodil nek čudež in se je vse razpletalo tako, kot se mora, brez da bi jaz mogla v bistvu nekako poseči vse skupaj. Ko se torej prepustiš, ko te življenje izstreli, pridejo neverjetne rešitve. Bolj kot umetniška vrednost predstavljenih del je pomembna njihova sporočilnost. Ta proces, kako nastajajo ta vaša dela? Ja, to v bistvu so sporočila. Ljudje imamo neskončno zalogo znanja in modrosti, samo pač odpreti moramo srce, da pridemo do tega. In do tega pridemo takrat, ko pridemo v tišino in v mir. In tudi te slike nastajajo tako ob 11, polnoči, 1, 2, 3 zjutraj pri meni. Takrat, ko je res tišina in ko lahko jaz pač pridem vase in potem pač slišim ta sporočila, začutim jih in potem to kar v bistvu gre na platno in v besedilo in tako. Zase pravi, da je samotarka, ki prav tišina pomeni vse, saj je ta zanjo najbolj zgovorna. V tišini najdemo vse odgovore in tisti mir, ki ga v bistvu iščemo v zunanjem svetu, ga lahko najdemo pač v sebi. In to je tako, da pridemo v to tišino in to tišino pa hodimo na različne načine. Eni pač z umikom v naravo, sama to zelo prakticiram pač prek športa, hoje in tako v naravi. In to se mi zdi najbolj pomembno, da vsak najde v bistvu svoj način. Lahko je to narava, lahko je to meditacija, lahko je to slikanje, lahko je to pisanje besedil, lahko je to, šraufanje avtomobila, karkoli, pač 1000 oblik meditacije obstaja. Posamezniki jo morda poznajo tudi kot ustvarjalko unikatnih oblačil za najmlajše. Jaz že od nekdaj pač dam svojo dušo v ta izdelek in to pač tudi stranke začutijo. Ta šivanje je meni, jaz sem tudi včasih, ko so bili punci še majhni dojenčki, jaz sem cele noči šivala. In to je bila v bistvu meni meditacija, meni takrat ni bilo nikoli težko delati, zaradi tega, jaz sem takrat najdla svoj mir in to je pač kar šlo. Tokratna razstava je za Barbaro Lavrič prva tovrstna. Zdaj ste šli nekako mogoče tudi iz ene te cone obdobja, glede na to, da ste sedaj tudi predstavili skozi slike tudi sebe. Ja, tako je. V bistvu v življenju moraš stopati iz cone obdobja zaradi tega, da stopaš korak naprej, v bistvu korak iz sebe. In to je bil en tak korak. Pač jaz, ko sem hodila v osnovno šolo, sem imela strašno tremo pred nastopi, pred tablo, učitelji, pač sem bila taka tiha, zadržana punca. Zdaj pa v bistvu, ko se mi vse to začelo v življenju dogajati, se mi pa to v bistvu nekako čist in
več ni problem govoriti, ne. Tako da tudi imam delavnice za odrasle, brezplačne. Zdaj bom počasi začela tudi svetovanje in tako. Če kdo rab samo še tisti milimeter, da ga mečkam porinaš naprej, pa da pač mu je lažje narediti korak naprej, da je to pol. Barbara Lavrič je sicer iz Tacna, zadnja leta pa je naša občanka. Najprej Vikrčanka, sedaj Preščanka. Je nesojena vzgojiteljica predšolskih otrok, saj je študij na pedagoški fakulteti zavestno prekinila. Svoji 2 hčeri, 8-letno Zojo in 6-letno Zalo, že sicer vzgaja in izobražuje doma. Kot mama se je predstavila s sliko volkulje. Kot volk je družinski človek, ki potrebuje svojo samoto. Je kot volkulja, ki svojim mladičem ne dovoli napak, saj jih prej potački, da se jim le ne bi zgodilo kaj hudega. Kako bo vnaprej, ne ve. Ne dela več celoletnega, natančnega načrta. Jaz sem pa v bistvu prišla do točke v življenju, ko sem dojela, da ko se prepustiš, pač življenje poskrbi zate. In tako da nimam planov, vem sam, čutim to, da sem tukaj, da mogoče s kakšnim sporočilom komu pomagam, in da lahko pač to modrost in znanje pač predam drugim naprej. Med poslušalci na tokratnem odprtju sta bila tudi njena prijateljica, profesorica, novinarka, publicistka in igralka Manca Košir in Čedo Moguša, s katerim v tandemu pripravlja tudi brezplačna predavanja na temo ljubezen do sebe in vsega, kar nas obdaja.